Pozdravljeni v oddaji Preprosto naravno. Pozdravljeni. Danes je na vrsti drugi del klinične somatike. Kot v prvem delu, enako je tudi danes z nami Aleš Ernst, ki nam bo predstavil še nadaljni del somatike, kako se lahko z njim pomagamo in kaj vse zanimive stvari lahko izvete v naši oddaji. Vabljeni. Pozdravljen, Aleš. Pozdrav. Živijo, Aleš. Pozdravljeni. Da obnovimo, se pravi, tematiko od prve oddaje, kaj je to klinična somatika, kako deluje? Najbolj preprosto povedano, klinična somatika je način, kako povečati zavestni nadzor nad mišicami. In skozi to lahko pa bistveno bolje opazimo, pa razumemo razloge, zakaj določene stvari ne funkcionirajo tako, ko želimo, da bi, ali pa ko smo prepričani, da bi mogle, pa dobimo odgovor, da vzrok niso naša leta, ampak v bistvu pomanjkanje zavestnega nadzora nad premiki. Že v prvi oddaji smo omenili oziroma si povedal zelo zanimiv stavek, in sicer logično je, da kot se ti staraš, vse bolj, ko se gibaš, da bi mogli biti ljudje vse bolj gibljivi, smo pa vse manj gibljivi, ne? In klinična somatika govori ravno o tem, ne? Ja, osnovna anomalija pri zavedanju človeškega gibanja, oziroma razumevanju človeškega gibanja je ena posebnost, da lahko naša podzavest drži določeno mišico napeto 24 ur na dan, 7 dni na teden, 365 dni na leto, pa se tega ne zavedamo. Bolečina, ki jo pa mišica zaradi preobremenjenosti ali pa napačne kontrakcije pošilja po živcu v možgane, dobivamo pa v zavesten del možganov in se bolečine zavedamo, vzroka za bolečino pa ne. In pa pride do tako imenovane kronične bolečine, kjer se ne ve točen vzrok, bolečino pa v živo čutimo, razumemo jo ne in logično je tudi ne znamo pa izklopiti. A govorimo pri mišicah samo o, se pravi, zunanjih mišicah ali tudi v mišicah notranjih organov? V notranjosti. Mišica je nasplošno. Generalno gledano ima človek sposobnost dejanskega nadzora nad svojim telesom samo nad mišicami. Ker ostali del človeškega telesa imamo več ali manj na avtopilotu, lahko malo vplivamo na vse skupaj, ampak če hočete recimo do konca nekaj aktivirati, pa do konca sprostiti, to možno samo skozi mišice. In to pa izvajamo z živčnim sistemom. Mišice se ne napnejo, niti se ne sprostijo, razen če ne pride do ukaza po živcu, ki pride pa iz centralnega živčnega sistema. V centralnem živčnem sistemu lahko pa kontroliramo dejansko, pa spreminjamo samo zavesten del uma. Vse ostalo se formira skozi avtomatizacijo gibanja, ki ga najprej se naučimo zavestno. Tako da pa v bistvu pridemo do tega, da če imamo določen del telesa napet, pa ne vemo zakaj, pa nas zaradi tega boli, ali pa imamo omejitev gibanja, ki je ne razumemo oziroma nima nobene logike zaradi prejšnjih poškodb, pa teh stvari je običajno vzrok podzavestni vzorec, ki nam otežuje ali pa naredi manj učinkovito gibanje in nam zaradi tega dela probleme, vemo pa ne zakaj. Bolečino čutimo pa zelo dobro in čisto. Kako pa potem to v podzavesti spremeniti? Pravi se, da podzavest drži mišico napeto, ne? Znači, zavestno se mi tudi tega zavedamo, da je mišica napeta, zakaj potem ne sprostimo? Ker je ne moremo. Enostavno, če jo hočemo sprostiti, ostane napeta, lahko jo malo manj napnemo, oziroma malo manj držimo napeto, ne moremo pa do konca izklopiti. Podzavest pa v bistvu lahko spremenimo samo na en način in to je na isti način, na kakega se podzavest sploh ustvari. Ker ko se rodimo, imamo zavest in podzavest prazno. In potem skozi zavestno učenje veščin, gibov, stvari ali pa znanj, ko te veščine večkrat uporabimo, se počasi preselijo tudi v podzavest, kjer jih avtomatiziramo, pohitrimo, pospešimo, ratujemo bolj učinkoviti v tem in potem to uporabljamo. Napaka nastane, ker zavest preveč usmerimo v nadziranje okolice, premalo zavest usmerimo v analizo svojih recimo gibov ali pa tudi gibalnih navad
in pa počasi izgubimo nadzor nad podzavestjo in dobimo napačen gibalni vzorec, ki ga lahko vidimo celo, stojimo po strani, smo zviti ali pa šepamo na eno nogo, nimamo pa dovolj informacij, zakaj je tem tako. In tudi, če želimo to spremeniti, čeprav ni nobene fizične ovire, se enostavno ne da. Ko ljudje se večinoma sprijaznimo s tem, da to tako je in potem nadaljuješ in sploh neopazno, včasih se navadiš, da to tako pač šepaš na eno nogo ali pa da te to pač boli in je to postane normalno. No? Ja, ali pa pride do tako imenovana travma refleksa, kjer se recimo močno udariš v levo koleno, začne fejst boleti, mišice na levi strani noge, pa še recimo dol pa gor, se odvisno od jakosti bolečine se stisnejo in telo pa živčni sistem gre v proces izogibanja, kjer težo prenesete na nasprotno stran, ki je ok. In pa, ko to nekaj časa boli, se zaradi tega bolečine spremeni gibalni vzorec, ki je bil pred poškodbo ali pa udarcem drugačen. In če recimo ta bolečina traja teden, 2 ali pa 3, kar ni nič nenavadnega, se tudi, ko telo odpravi vzroke za bolečino, ko pride do rehabilitacije, ko se tkivo zacelijo, teklina splahne, je naš gibalni vzorec drugačen kot pred poškodbo. Tega se pa ne zavedamo, ko smo v tem času že spremenili za dosti zavestnega gibanja, ko vsakič, ko smo hoteli se gibati na star način, pa nas je bolečina v kolenu opomnila, da to ni še dobro, smo ustvarjali bolj močen zavestni vzorec, ki je postopoma ratal vedno bolj podzavestni in pa tudi ko se recimo struktura spravi nazaj v normalno stanje, je naš gibalni vzorec pomaknjen v desno. In se tega ne zavedamo, na začetku niti ne čutimo, ker ni tako grozen spet, da bi se zdaj lev desen kolen kar razpadel zaradi tega, ampak ko pa tako hodimo naslednjih 10 ali pa 15 let, prije pa do vedno močnejših bolečin v desnem kolenu, pa v desnem kolku, v levi rami, desnem stopalu, kurje oko, do vagusa pride, recimo, da začne štrleti kozi ven, ampak tega več ne znamo povezati z dogodkom izpred nekaj let nazaj. Se pravi, to je recimo poškodba. Ali je možno, zdaj bom vprašala še posebej za ženske, to značilno, sicer ko nosimo pač torbice na rami. Se pravi, če nosiš torbico na eni rami toliko let, toliko časa, je tudi verjetno se spremeni dinamika telesa. Recimo, če nosiš samo na levi rami. Ja. In obtežiš telo. Samo še bolj zanimivo vprašanje, zakaj glih na levi rami. Ne? A pa recimo desni. Oziroma, ja, zakaj glih ena rama. Ne? Ja. Ker običajno vidiš pri strankah, recimo, da vedno nosijo ramo na tisti, torbico na tisti rami, ki bolj zaupajo, oziroma stran od telesa, ki je bil poškodovan pri padcu na smučanju, pa čemrkoli. Ampak ja, vsaka dolg ponavljajoča se nesimetričnost posledično pripelje do nesimetrično ali pa neenakomerne obremenitve strukture, naj bo kosti, sklepov ali pa mišic, ki potem pripelje do izgube učinkovitosti. Ker človeško telo je zato, da se kar se da učinkovito spoprijema z gravitacijo, dizajnirano, da je simetrično. In takrat najbolj učinkovito deluje, ker je gravitacijski odtis človeka, če stoji čist po koncu pa na sredini, najmanjši. In takrat ga gravitacija najmanj ustavlja, kar pomeni, da tudi čuti, da se giba najlažje. In funkcija zavesti je v bistvu skozi evolucijo bila, da smo konstantno uporabljali svoj zavestni del uma, da smo iskali, da smo se čim bolj prilagodili spremembam, kar pomeni, da smo jim mogli uporabljati svojo zavest. Ne? Danes je pa sistem toliko hiter v zadnjih 60-70 let industrijske revolucije, življenja v bolj industrijski družbi, da enostavno vedno manj uporabljamo zavest, pa vedno več živimo kot na avtopilotu in potem enostavno ne opazimo, da začnemo viseti na levo zaradi torbice ali pa da smo že prej viseli na levo, pa vam nekako nam bolj paše imeti torbico na levi rami, ko jo pa damo na desno ramo, nam je pa čudno. Pa že mogli bi se vprašati, zakaj mi je čudno imeti isto torbico na drugi rami, ki je glih tako del mene, pa je isto velika, isto močna, zakaj mi je na levi ok, na desni pa ne. In pa vidiš, in pa ko se take stvari vprašaš, ker se pa ljudje nikoli ne, bi mogoče celo videli ogledalo, da visijo na levo.
Pa bi mogoče opazili tudi, da jih bolj boli levo stopalo, ali pa da ko tečejo, drugače se dotaknejo tal z levo nogo, kot z desno nogo. In bi pa mogoče pogruntali, da jih zaradi tega tudi boli, recimo lev gležen ali pa leva ahilova tetiva, ne pa tako desna. Sam enostavno pride do tega, da se zavest ne uporablja za konstantno analizo učinkovitosti gibanja. In potem ratamo v gibanju vedno bolj neučinkoviti in nam je gibanje vedno večje breme in se začnemo gibati vedno bolj trdo pa staro. Zdaj pa včasih to se zgodi že, ko si star 20 let, včasih 60. Ne? Se pravi zavedanje telesa. Nujno. Zavedanje gibanja, ja. Ker imamo en del telesa, ki ga lahko konstantno spreminjamo, in to je zavest, pa en del telesa, ki ga lahko konstantno nadziramo, to so mišice. In če to ne uporabljamo za dovolj pogosto analizo, pa opazovanje, pa razmišljanje, kako pa zakaj se zgodi, da mi je težje dvigniti levo ramo gor, kot pa desno, pa v bistvu pa pridemo do tega, da ratamo vedno bolj nesimetrični, posledično vedno bolj neučinkoviti in ratujemo pa vedno bolj utrujeni, pa ja. Pa mislimo, da moramo z več treninga ali pa z več gibanja, ki ga ne nadzorujemo dovolj dobro, premagati ta občutek zategnjenosti pa utrujenosti. To je enako, sedaj dam roke tako, ne? Kako bi odgovarjal, ali pa tako, ne? Ja. Na temo, ne? In pa vidiš, da se čisto drugače počutiš, ne? Če imaš do roke drugače obrnjene in ti ni sploh domače, ne? Ja. Na temo, ne? In to niti domače dejansko opiše, da je navada. Zdaj, če je navada nesimetrična, pa če jo vedno izvajamo in ko izvajamo dovolj dolgo, pride do problema. Ker tudi, če že pogledate osnovno logiko, pa se vprašate, ko se otrok rodi, kaj prvih 5 do 6 let razvija? Moč, kondicijo ali občutek pa kontrolo nad gibanjem? In jasno dobite, da razvija občutek pa kontrolo nad gibanjem non-stop, ko je po koncu. Sicer mi to vidimo kot igro, sem če bi otroka opazovali, kako se igra, bi videli, da je totalno skoncentriran na tisto, kar dela in se nikoli ne sprašuje, zakaj to počne. In vidite, da šele, ko otrok po določenih letih razvija dovolj dober nadzor nad svojim gibanjem, se telo začne jačati, pa dobiva vedno več kondicije, pa vedno več moči. In ko opazite ta vrstni red, kaj more biti osnova, če čemo, da pravilno uporabljamo in moč in vzdržljivost, vam je jasno, da je treba tak zadovoljiv nadzor pa kontrolo nad gibanjem vzdrževati čim dlje, čim bolj kvalitetno, zato da lahko kvalitetno izvajamo gibe z pomočjo naše moči pa kondicije. Če se pa to zaradi izgube pozornosti ali pa prevelike usmeritve v rezultat, sprav, hočem priti na drugo stran igrišča pa dati gol, pa razmišljam samo o tem, kako bom dal gol, ne pa tudi o tem, kako bom prišel do tam, na kak način tečem, brcam ali pa karkoli pač počnem, ampak to ne delam ne na treningu, ne na tekmi, pa v bistvu niti ne vem, kaj točno počnem in ne morem izboljševati mojega gibanja do gola, ampak poskušam biti boljši v športu izključno z neskončnimi repeticijami, v katerih vedno manj razmišljam in se potem imam vedno več poškodb zaradi neučinkovitega gibanja, za katerega pridete na tisto, ko smo na začetku, zakaj se ljudje z leti gibajo vedno slabše, namesto vedno boljše. In to, če bi potem ljudje razmišljali, na kak način tečejo ali na kak način hodijo, bi se to izboljšalo. Ja, ker če razmislite generalno, vsaka stvar, v katero usmerite svojo pozornost, pa naj bo kuhanje golaža, ali pa naj bo reševanje križanke, ali pa naj bo tek, ali pa hoja, se spremeni, ko usmerite svojo pozornost v tisto. Če pa razmišljate o eni stvari, pa delate nekaj druga, pa sam izvajate avtomatizirano gibanje in niti ne veste, ali je dobro ali ni, ali bi lahko bilo boljše ali ne. In pa jasno ne morete tudi povezati bolečino, ki nastane zaradi tega podzavestnega avtomatiziranega gibanja z dejanskim vzrokom. In pa bolečino, ki nastane zaradi neenakomernega teka, ker imate recimo levo nogo pod manjšim zavestnim nadzorom zaradi udarca v koleno, ne znate pa povezati dejanskih bolečin, ki nastanejo od tega teka, ker ste med tekom razmišljali o
100 drugih stvareh, samo ne o tistem, kar počnete. Znači, pri klinični somatiki obstajajo vaje. Ne? Znači, zakaj so te vaje, kako učinkujejo, zakaj so potrebne? Smisel somatske vaje je v bistvu ta, da izvedete gib, pa da ne razmišljate o rezultatu giba, ampak o poteku oziroma procesu giba. Kar pomeni, da je en od redkih načinov, kjer brez izjeme začutite, da sta in telo na istem kraju v istem času. Ker pri večini življenjskih odločitev oziroma življenjskih dejanj, ki jih upravljate čez dan, je telo tukaj, je pa nekje drugje in že razmišlja naprej v naslednji fazi, kaj bo, govorijo o zavestnem delu uma. Ne. Zdaj, če figurativno rečete, da je zavestni del uma v jutr, ker razmišljate, kaj morate jutr se narediti, telo pa hodi danes, zdaj po pločniku, po cesti, kdo ga kontrolira. Če zavest je v jutr, se pravi, ostane podzavest. In pa se niti ne spomnite, koliko ste hodili, ker ste razmišljali o nekih drugih stvareh. In pa niti ne morate upasti, da ne hodite simetrično ali pa da ne hodite lepo gladko, ampak hodite na cukanje, ker je pa bistveno bolj neučinkovito, kot pa to. Na isti način, kot če bi gas bremzo per avto vozili, pa bi se pa čudili, zakaj se avto prej pokvari, pa ko ga vozi brez tega. Ne. In potem pri somatskih vajah gibe izvajate zavestno ali pa saj poskušate jih izvajati zavestno, pa opazujete, do kjere mere zavest je sploh sposobna kontrolirati mišice. In potem opazite, kaj lahko, pa kaj ne morete narediti. In večinoma ste skoraj šokirani, ko vidite, da nek čisto osnoven gib, ki ni nič zahtevnega, naredite tako brez občutka, pa tako težko, oziroma je toliko težji, ko ste pa pričakovali, da bo. In to je osnovna funkcija somatske vaje, da se naučite spet vsaj občasno opazovati proces izvajanja gibov, ne pa samo sprejeti odločitev, pa čakati na rezultat. Vse, kar se vmes dogaja, pa ni bistveno. To se mi zdi super, ne ideja, ampak v bistvu princip klinične somatike, da se ničesar ne dela na bolečino. Se pravi, da se telo prej ustavi do bolečine. Ponovadi pa so vaje glih temu namenjene, se pravi, ponovadi raztezne vaje, se pravi, da se do bolečine razteze. Kje je tukaj razlika v miselnosti? V dojemanju, kakšna je funkcija bolečine. Ker enostavno vsakem je jasno, da funkcija bolečine v telesu je, da nas opozori, da to, kar počnemo, ni koristno za nas. Zdaj, jasno, odvisno od situacije. Če se gre za preživetje, normalno, da date vse od sebe, zaradi tega, da preživite, pa razmišljate, kaj pa zdaj. Ne boste nehali teči, če vas nekdo lovi, samo zato, ker vas noge bolijo. Če pa izvajate gibe, ki so namenjeni tem, da boste dlje živeli, pa lepše živeli, pa bolj učinkovito živeli, je pa jasno bolečina najpomembnejši indikator, ki vam brez izjem pove, da to, kar počnete, ni okej. Vprašanje pa je, da se pa vprašate, zakaj me boli. Čeprav delate nek gib, ki je anatomsko okej, pa ga ne delate na nek poseben način, čutite pa, da zaboli, morate pa pogledati, zakaj. Ker bolečina ponovadi izvira iz tega, da mišice, ki jih napnete pri gibu, ne znate, da skladno z napenjenjem mišic, ki jih pri gibu napnete, ne znate sprostiti njim nasprotne mišice. In potem je gib bistveno bolj težek, trd, neučinkovit in posledično, ker hočemo pa doseči rezultat, ker hočemo ramo dvigniti ali pa poriniti nazaj za neko razdaljo, ki se nam zdi primerna, samo usklajenost kontrole mišic iz živčnega sistema pa ni zadosti dobro, da bi to naredili na učinkovit način, da se nam hrbet napne, pa prsen koš sprosti. In pa, ker nam prsen koš ne popusti, moramo hrbet napeti veliko bolj, kot je treba, in začutimo bolečino. In potem, ker ne razumemo, zakaj se gre, si mislimo, okej, če bom malo zdržal še, bom šel še naprej in enostavno se navadite na to, da vsak napredek dosegate skozi bolečino, kar pa dolgoročno pomeni, da boste vedno manj razumeli, zakaj vas boli, in vedno manj razumeli, zakaj
ne dosegate takšnih rezultatov, kot bi jih mogli, glede na to, koliko ste vložili truda v doseganje tega. Zato bolečina ni, jo je treba pač vzeti kot to, kar je. In pri somatiki v bistvu bolečino spoštujete in jo razumete in poskušate skozi uporabo zavesti, pa skozi uporabo analiziranja giba, poteka giba, opaziti, kaj v komunikaciji med zavestjo pa med mišicami ne funkcionira tako, kot treba, da sploh en lahek, enostaven gib povzroča bolečino. Nazaj bomo čez nekaj trenutkov. Društvo za osebno kreativno rast in razvoj Pesem duše, Ustvarjalna akademija Pesem duše, karmična diagnostika, reiki tečaji, šamanske delavnice, intuitivna umetnost, regresija in progresija, The Reconnection, Theta Healing. Kozmetični center Barbara Novak, storitve nega obraza in dekolteja, nega telesa, manikura, pedikura, masaže, depilacija, laser, permanentni make-up. Kozmetični center Barbara Novak. Gnostiki smo za enost. Cilj našega obstoja je spiritualna evolucija človeške rase. Prinašamo zavest o enosti in neločljivi povezanosti človeških bitij med seboj in celotnim obstojem. Uresničite svoje cilje in želje. Kariera, odnosi, osebni razvoj, finance. Društvo Pesem duše za osebno rast in razvoj. Bodi to, kar hočeš biti. Zopet smo nazaj, z Alešem Ernstom se pogovarjamo o klinični somatiki. Aleš, zakaj je tako pomembna aktivna terapija? Se pravi, kaj v bistvu je aktivna terapija v klinični somatiki? Aktivna terapija se uporablja, če so težave z nadzorom oziroma tako imenovano senzorno-motorno mezijo tako močne, da se jih z samimi somatskimi gibi ne da odpraviti. Aktivna terapija izgleda v bistvu tako, da terapevt oziroma učitelj klinične somatike pomaga z dodatnim občutkom klientu opaziti pa razumeti, kako pomanjkljiv je zavestni nadzor nad gibanjem. In potem, ko se skozi aktivno terapijo vedno bolj začne zavedati pomanjkljivega nadzora za strani zavestnega dela uma, začne ta isti zavestni del uma vedno več podatkov, ki so se prej ustavljali v podzavesti, vleči gor v zavest. S tem dobimo več informacij oziroma občutka, več občutka oziroma informacij nam da boljšo kontrolo. Z boljšo kontrolo gib izvedemo, dobimo nazaj še več informacij in se pol ta spirala, ki prej počasi pada dol, se obrne na gor. Tako da pri recimo težjih primerih ali pa pri ljudeh, ki bi radi hitrejše rezultate, je aktivna terapija nujno potrebna za to, da se doseže dosti močen neka vrste šok na telesu, da zavest dojame, kako slabo nadzira telo, pa koliko je pomembno, da ga boljš nadzira, ker se začneš pa bistveno boljš počutiti zaradi tega, ker se znaš bolj sprostiti. Pa bolečina zgine, ne? To je pa tudi super rezultat. To vsi hočejo. Sam pri bolečini treba še vedeti eno stvar. Človeški um ni
kot računalnik, da ga sformatiraš, zresetiraš, na nov naložiš operacijski sistem, pa dela vse, kot da nikoli ni nič bilo. Ker tudi sama somatika prinese drugačen občutek pa zavedanje nad vsem skupaj. Samo se pa te stare navade, ki so ostale v podzavesti, hočejo prevzeti nadzor nazaj, tako kot smo navajeni. In je zato zelo pomembno, da tudi po aktivni terapiji se na dnevni bazi 10, 20, 30 minut izvaja somatske gibe, zato da tisto povrnitev oziroma izboljšanje zavestnega nadzora, do katerega pride skozi aktivno terapijo, nadgradimo z konstantnim opazovanjem, pa na nek način se naučimo bolj kontrolirati zavestno svoje telo in pa pride do trajne spremembe na boljše. Ker sama aktivna terapija, pa če jo narediš, sicer prinese teden, dva, včasih 3 olajšanja ali pa tudi bolečina zgine, pa se vrne nazaj, če ne spremenimo svojih podzavestnih vzorcev, ki so nas na aktivno terapijo pripeljali. Zakaj pa učinkovitost in usklajenost potrebna za zdravo življenje? Skozi celo evolucijo smo se ljudje že, ko sploh še nismo imeli zavest ali pa podzavest formirano, mogli spopadati z naravo in z ostalimi živalskimi ali pa živimi biti, da smo preživeli. In osnovna stvar, ki je se mogla skozi evolucijo konstantno razvijati, je učinkovitost med vloženo energijo pa med dobljeno energijo. In če ta bila dolg negativna, pride enostavno do propada organizma oziroma cele živalske vrste, če kot taka neučinkovita, ali se pa skozi evolucijo razvije v bolj učinkovita. In zdaj prišli do tega, da enostavno smo tudi samo zavest razvili skozi konstantno iskanje, kako biti boljši od ostalih, in smo mogli tudi razviti bistveno boljši centralno nadzorni sistem, če smo hoteli hoditi pokončno, tako kot hodimo zdaj. Ker če gledate čisto funkcionalno ali pa kineziološko, je pokončna drža človeka zelo zahtevna stvar. Ker imate visoko ozko telo, ki stoji na relativno majhnih temeljih, pa še te niso vkopani, ampak so samo postavljeni. In tudi sami vidite, da prva stvar, ki se zgodi, če padete v nezavest, je padete po tleh. Ali pa če ste vinjeni, kaj najprej se zgodi, ne? Najprej pade gibanje, šele potem, če ste res zelo, zelo pijani, pride do ostalih funkcij, ki padejo dol. Tako da smo razvili tako zakompliciran pa kompleksen sistem nadzora nad gibanjem, zaradi tega, ker je tako človeško gibanje, ki mu rečemo bipedalno, najbolj učinkovito za premagovanje oziroma za sodelovanje z gravitacijo. In če ta učinkovitost začne padati, začnemo živeti v nasprotju z tem, v kaj smo razviti, pa zakaj smo takšni, kot smo. In potem z vedno več truda dobimo vedno manj ven. In dejansko pa sistem ne deluje kot človeško telo, kot sistem ne deluje po načelih, po katerem se je skozi evolucijo razvil, in jasno nam trpi zdravje. Pa tudi psiha, ne? Ker sami vemo, da če smo v nečem učinkoviti, smo srečni, zadovoljni, veseli. Če smo neučinkoviti, smo žalostni, potrti, depresivni. In če v eno stvar vlagamo veliko več, kot pa nazaj dobimo, dolg časa, nas enostavno to potreje in nam uniči tudi voljo do življenja. Celo recimo tako močno čustvo, kot je ljubezen matere do otroka, če je razmerje med vloženim, ko mama vloži otroka, otrok pa nazaj ne vrne, da je tako slabo, prije celo do tega, da se mama odpove otroku, kar je zelo velika stvar, ne? In tak isti princip velja v bistvu za čisto vse, kar počnemo. Če vložimo 100 evrov, pa dobimo ven 150, ful zadovoljni. Če vložimo 100, dobimo ven 50, ne, pa ni dober. In pa enostavno se nas na nek način ubije. Zato je važno, da je ta ohranjanje dobrega razmerja med vloženim in dobljenim čim boljše.
del nas, ki pa lahko spremeni učinkovitost, je pa zavest, ker zato je na koncu konca tudi imamo. Katere so pa tiste najpogostejše težave, zaradi katerih ljudje poiščejo oziroma pridejo na klinično somatiko? Največ je ischias, tega je v bistvu zelo veliko, pa so bolečine v hrbtu, kolkih, kolenih, stopalih, ramenih, glavoboli, bolečine v vratu. To je tistih 80%, za kar ljudje rabijo pomoč, ki jih ne znajo rešiti. Zakaj pa pride do ischiasa, recimo, najbolj pogostega vzroka? Kaj je vzrok in kako se praktično skozi klinično somatiko odpravi? Pri ischiasu je običajno problem ta, ker imamo preveč napet lumbalni del hrbta, spravo spodnji del hrbta je preveč napet, pride do lordoze, preveč osločenega spodnjega dela hrbta, kar je v bistvu glavni vzrok za bolečine v hrbtu samem. Pri ischiasu pride pa potem še do nesimetrije, ker je ena stran malo bolj stisnjena kot druga zaradi travmorefleksa, ker je prišlo do izogibanja ali pa do poškodbe. In potem pride do premočne kontrakcije mišic ob ischiatičnem živcu, mišice pritisnejo na živc, pride do vnetja in čutimo bolečino. Ali pride pa do zamika v hrbtenici, ker pač mišice na eni strani stiskajo ali pa vlečejo drugače kot na drugi, se krivina hrbtenice spremeni in potem tam, kjer živc pride ven iz same hrbtenice, pride do tega, da ga uščipne in čutimo bolečino skozi dol v nogo. Klinična somatika pa to uredi tako, da oseba se začne vedno bolj zavedati, pa vedno bolj zna izklopiti nepotrebno oziroma pretirano napete mišice in s tem odpravite vzrok za težavo. Ker ischias sam je posledica nepravilnih kontrakcij, ki se jih ne zavedamo, bolečino, tako kot smo na začetku že povedali, čutimo pa v zavest, ne razumemo, se izogibamo, ampak na dolgi rok ne pomaga, in pride do vedno večjega. Skozi somatske vaje ali pa skozi aktivno terapijo pa somatske vaje se pa naučimo, kako umiriti to in vsaj takrat, ko gremo spat, da je hrbet sproščen in se takrat to regenerira, sprosti in bolečina zgine. To pomeni, oseba se sama nauči, kako sprostiti stvari. Ja, ker v bistvu vzrok za večino kroničnih bolečin je itak v nas samih, ker naše mišice mišic ne moramo imeti v kontrakciji, če mišica ne dobi signal po živcu, da naj bo stisnjena. Ta signal pošljemo pa mi sami iz našega uma. Zdaj, se mi zavedamo tega ali ne, to je drugo vprašanje. Sam vsak, če boste zdaj zavestno zelo močno stisnili pest, pa boste držali stisnjeno nekaj časa, boste začeli čutiti bolečino in boste vedeli, zakaj je prišlo do bolečine in jasno veste tudi, kaj je treba zdaj narediti, če vam bolečina ne ustreza. Enostavno sprostite pest, pa je problem rešen. Če imate vi podzavestno napete mišice pod lahti zaradi tega, ker imate recimo trdo ramo, pa so te mišice skozi na 40-50% napete, vi pa to ne delate zavestno, boli pa vas, pa ne veste, kaj vam je, pa mislite, da je problem v krpalnem kanalu. Pa v bistvu ni, ker je... In zdaj vzrok za napetost teh mišic je v glavi. In zdaj jasno, da jih je najlažje odpraviti tako, da spremenite vzrok za te napete mišice, to je pa spet glava. Tehnično gledano bolečino ali pa problem v hardwareu čutite zaradi napake v softwareu. Težava je pa samo tem, da napako v softwareu pri človeku lahko odpravi vsak sam, ne more si jo odpraviti nekdo drug namesto njega. Zdaj ga tudi somatska vaja, če bi jo jaz delal namesto vas, vam ne bi absolutno nič pomagala. Zato morate sami narediti, se skozi njo naučiti, pa vam pa pomaga in pa pride do tega, da se počasi spremeni software, najprej na zavestnem nivoju, pa čez nekaj časa tudi v podzavestnem in zgine nepotrebna kontrakcija podlahti, še zmeraj jo pa lahko napnete, če jo hočete. Kaj pa te vaje, se pravi, ko si jih enkrat naučiš, a je potem jih potrebno izvajati do konca življenja? Ali kako je to? Odvisno od stila življenja. Namen somatskih vaj je ta, da jih
izvajate, mislim, treba je še povedati to, ne, da somatske vaje, tudi ko se jo naučite, jo ne smete izvajati podzavestno, ker pa nima nobene funkcije. Osnovna funkcija somatske vaje je glih to, da povečuje, tako kot pri otroku, občutek in kontrolo nad gibi. In to sprav zavestno kontrolo in občutek nad gibi. To pa ne morete povečevati, če recimo izvajate somatsko vajo, oziroma pa gledate televizijo ali pa razmišljate o tem, kaj morate jutri v službi narediti. To pa je samo še vaja, ni več somatska vaja. Koliko jih je pa treba izvajati, je pa odvisno od tega, koliko znate skozi somatiko ali pa somatske vaje prepoznati, kateri so neučinkoviti deli vašega življenja in potem s pomočjo zavestnega razmišljanja izboljševati učinkovitost in potem bolj, ko znate z manj dosežiti več, na večjih področjih vašega življenja, manj rabite pa za somatiko popravljati napake. Zdaj pa, čeprav recimo, če ste profesionalni igralec tenisa, ki je tako nesimetričen gib, bi morate za somatiko vsakodnevno, ali pa recimo zobozdravnik, ker je konstantno zvit v levo, mora se konstantno, če dela skozi somatiko po službi ali pa pred njo, povrniti sposobnost, da se poravna in da ne pride do tega, da je skozi zamaknjen v eno stran. To je zelo zanimivo, ne, za ljudi, kateri so samo v eni poziciji, ne, v tem, ne. To znači tudi radi dela ali radi športa ti potem lahko nastane poškodba, tudi če se nisi nikjer vdaril, to če ni bilo samo radi tega giba, ker ga konstantno ponavljaš v eno smer, v drugo pa ne. Tako je. Temu. In potem ti na terapiji ti pomagaš ljudem, da se to naučijo in potem sami to delajo doma, ne? Ja. Skozi terapijo dobijo znanje pa zavedanje, kaj manjka. Na nek način zavedajo se neznanja, ki jim povzroča kronično bolečino, ki si jo sami povzročajo, ker ne razumejo pa ne čutijo, da njihovi lastni možgani držijo njihove lastne mišice napete in to povzroča njim bolečino, ki je pa ne razumejo, niti ne znajo izklopiti. In skozi aktivno terapijo skozi njihovo gibanje vidiš, kateri so deli telesa, ki so najbolj na nek način odklopljeni stran od zavesti in jih potem skozi počasne, zavestne, neboleče gibe naučiš, da jih znajo počasi napeti in počasi sprostiti in s tem jih vrneš nazaj v senzorno-motorni del zavestnega dela živčnega sistema in pa lahko doma skozi vaje to znanje, ki si ga na aktivni terapiji pridobijo, obnavljajo dovolj dolgo, da se jim tudi podzavestni vzorci spremenijo in s tem rešijo problem. Koliko so pa globoki podzavestni vzorci oziroma koliko pogosto jih morate ponavljati, je pa pol odvisno od tega, koliko hitro to deluje oziroma koliko časa morate vsakodnevno v somatski gib vložiti, da se izvlečete ven iz nesimetrij, ki jih mogoče dobite skozi to, kar igrate golf veliko ali pa delate nekaj nesimetričnega. Kako to pa, da so danes bolečine v hrbtu tako pogoste? V glavnem zaradi tega, ker se živi bistveno bolj divje, prav hitro. Konstantno smo vezani na uro, na razpored, na sestank, kje moramo biti, ob kateri uri. Vedno bolj nas način življenja sili v to, da zavest usmerjamo v kontrolo ostalih delov svojega življenja, ne pa na kak način izvedemo gibe. In enostavno pride do zelo močne aktivacije zadnjega dela hrbta, ki je v bistvu tisti, ki nas potiska naprej, na nek način kot gas pri avtomobilu. In ker živimo vedno hitreje, vedno več pritiskamo na gas in pride do tega, da vedno težje sprostimo mišice v hrbtu in tudi, ko ni nobene potrebe, da imamo gas aktiviran, recimo, ko pridemo zvečer domov ali pa ko gremo spat, se enostavno so te mišice preveč napete in stiskajo hrbtenico skupaj. Čutimo najprej bolečino v hrbtu, ki ni nič druga kot navaden muskul, fiber v hrbtu samem, ker je vzrok podzavesten, bolečina pa zavestna, tega ne razumemo kot to, ampak mislimo, da je kronična bolečina. V kasnejši fazi pride pa do tega, da pride do obrabe vretenc, do herni, do tega, da disk zdrsne ven. Sicer pri zdrsu diska je pa še
rotacija na eno stran ali pa udarec ponovadi prisoten. In prijete do tega fenomena, ki se ga ne da razlagati, oziroma ki ga ne znajo razložiti, in to je, da imate cirka 90% ljudi, ki so starejši od 50 let, z bolečinami v hrbtu. In pa se začne spraševati, kako je to možno, da je lahko tako pogosto, ker pa prijete že v fazo, da to ni medicinski problem, ampak sociološki, ker drugače ne bi mogel biti tako pogost. Se pravi, lahko se pa tudi da človeku pomagati, oziroma si lahko človek pomaga tudi 50 plus, 60 plus s temi bolečinami. Ja, seveda, ker si jih je sam povzročil, si na koncu edino sam jih lahko tudi učinkovito odpravi. Sicer rab neko edukacijo, zato ker do izgube nadzora je, ker ljudje se gibanje učimo. Nimamo ga kot nagonsko razvidega tako kot živali in zdaj, ker se ga učimo, smo veliko bolj raznovrstni pa prilagodljivi, ker se lahko naučimo. Ker recimo, če gledate, danes več ali manj vsi znamo avto voziti, recimo 300 let nazaj ni noben znal avto voziti. Kaj pa ljudje, recimo, ki imajo že pa prirojeno težavo, naprimer razvito hrbtenico ali pa podobne probleme? Ja, treba je videti, če je dejansko prirojena ali se jo šele pri 4., 5., 6. letu prvič opazili, pa se rekli, da je prirojena. Ker zdaj, če je do pri dejanskih deformacijah strukture, spravo, da so vretenca narobe razvita ali pa karkoli že, tam se somatiko da pomagati, da bi življenje bolj znosno, ne moreš pa to odpraviti, ker v bistvu tudi spremembo funkcije, ki je naloga somatike, ne moreš spremeniti strukturo do te mere, da bi se vrnila v nek drug položaj. Dostikrat je treba pa tudi pomagati skozi osteopatijo ali pa kiropraktiko ali pa tudi samimi kirurškimi, če pride do tako močne spremembe strukture, da sam sprememba kontrakcij v mišicah se ni zadost, da se vrne v naravno stanje. Okay. Pogledali si bomo, kako sprostiti ramo, še prej pa kratki oglasi. Društvo za osebno kreativno rast in razvoj Pesem duše, Ustvarjalna akademija Pesem duše, karmična diagnostika, reiki tečaji, šamanske delavnice, intuitivna umetnost, regresija in progresija, The Reconnection, Theta Healing. Kozmetični center Barbara Novak, storitve nega obraza in dekolteja, nega telesa, manikura, pedikura, masaže, depilacija, laser, permanentni make-up. Kozmetični center Barbara Novak. Gnostiki smo za enost. Cilj našega obstoja je spiritualna evolucija človeške rase. Prinašamo zavest o enosti in neločljivi povezanosti človeških bitij med seboj in celotnim obstojem. Uresničite svoje cilje in želje. Kariera, odnosi, osebni razvoj, finance. Društvo Pesem duše za osebno rast in razvoj. Bodi to, kar hočeš biti. Pokazal vam bom, na kak način lahko pomagate partnerju sprostiti ramena, ko je recimo napet prije domov iz službe ali pa na kakršenkoli način. Poanta je, da roka, ki jo date na rame, ne služi to, da ga pritiskate dol, ampak da mu v bistvu položite na ramo in s tem omogočate, da on bolje čuti sam gib rame.
Zdaj zorom počasi dvigni levo ramo gor. Pa jo dvigni do tam, dokaj ti je gib prijeten, naj to bolečino. Začuti, koliko so napete mišice med ušesom pa med ramo. Zdaj probi te mišice čist počasi sprostiti. Prav opazuj, na kak način možgani sproščajo mišico in se zaradi tega rama premika. Začutil boš oziroma opazil boš, da prije do takih kratkih skokov, cukanja. To je v bistvu ta senzorno-motorna amnezija, ki nam preprečuje, da bi gladko pa kontrolirano spustili ramo dol, čeprav se zavedamo, kaj počnemo. Ponovi, počasi dvigni gor. Z roko postopoma, ko se rama dviguje, vedno malenkost bolj pritiskam ramo dol, tako da ima vedno bolj močen občutek kontrakcije. Ko pa ramo spušča dol, pa tudi zmanjšujem pritisk roke na ramo, tako da ko se rama do konca sprosti, se do konca sprosti tudi pritisk roke na ramo. Da se ponovi 2 do 3 krat. Ključno je, da oseba, ki dviguje ramo, razmišlja oziroma se zaveda tega, kar počne. Drugače nima nobenega učinka. Zdaj opaz, na kak način je rama napeta. Počasi se spuzdaj. Gib je treba probati poskusiti narediti čim bolj gladko, čim bolj zavestno, pa probati opazovati, pa pri vsaki ponovitvi izboljšati gladkost samega giba. Prvič je šlo čisto tako po stopničkah, ne? Zdaj bo to lepo lahko gre. Ja, ker vse, v kaj usmeriš pozornost, se spremeni. Zdaj, če veš, kaj dela, se ponovadi spremeni na boljše. Prav, dvigni gor. Opazil boš tudi, da vsakič gre rama lažje gor, pa više gor, brez da boli. Ja, čisto lahko je zdaj. Zadrž, skoncentriraj se prav tam, ko imam roko. In ko bom rekel pa 3, 2, 1, je pa sem spuzdaj. 3, 2, 1. Tako. Super. Zdaj še na drugi strani. Počasi dvigni ramo gor. Probi opazovati, ali dviguješ ramo za samo ramo ali rineš komolec gor. Pravi komolec sprostiti, ker komolec ni rama. To je zelo pogosto opaziti. Ko možgani imajo premalo občutka, poskušajo uporabiti več moči. Dvigni spet. Zadrž. Počasi spusti. Do konca. Če boste med samo vajo opazili, da partner nagiba glavo proti rami, ki jo dviguje, ga na to opozorite. Dvignite ramo gor. Probite čez mejo, ki si jo prej čutil, ampak ne v bolečino. Zadrž. Drž napeto. 3, 2, 1. Sprosti. Danes je z nami Aleš Ernst, pogovarjamo se o klinični somatiki. Aleš, od zadnjič, ko smo se videli, od zadnje oddaje, vmes si še napisal knjigo, ne? Znači, kako se lahko gledalci pomagajo to, kar je napisano v knjigi? Knjiga je v bistvu napisana zaradi tega, ker je povpraševanje po učenju klinične somatike bistveno večje, kot pa jaz lahko ljudi naučim. Deloma si lahko pomagajo, da pridejo na somatske delavnice, ker se v bistvu namenijo na tem, da izvajajo gibe, pa se naučijo osnov razumevanja, kako somatika lahko spremeni počutje v telesu. Deloma na aktivnih terapijah, ne, sem to spet zelo omejeno. Problemov, ki jih pa somatika zelo učinkovito jih lajša ali pa rešuje, ima pa večina ljudi in jih enostavno preveč, da bi jih lahko jaz sam jim pomagal. Zato sem se pač odločil, da
napišem knjigo, kjer lahko večino težav, ki jih imajo, že samo skozi razumevanje tistega, kar je pač, zato ker smo se danes pogovarjali, pa še več je v knjigi razloženo. To ljudje začnejo gledati na vzroke za svoje bolečine iz druge perspektive, kot so pa do zdaj navajeni, in s tem si v bistvu omogočijo, da pride do spremembe okoliščin, ki so nujno potrebne, da dejansko dosežete drugačen rezultat, kot je pa ta, ki ga imate trenutno. V bistvu v knjigi je zelo dobro razloženo, kaj je senzorno-motorna amnezija, kaj so somatski refleksi, na kak način se lahko pomagamo pri najpogostejših težavah in 22 različnih somatskih vaj z podrobnim opisom, slikami, tako da si lahko vsak z njimi bistveno izboljša zavestni nadzor nad mišicami in s tem učinkovitost in s tem počutje zdravja in tudi na koncu želje pa cilje. Ker kaj je skupno vsem, s katerimi delam, je, da na začetku me samo eno željo in to je, da jih neha boleti. In to včasih traja po 10 let, ker enostavno karkoli probajo, se nič bistvenega ne spremeni. Pa ko pa vidiš, ko recimo po parih terapijah, po parih tednih, včasih mesecih se bolečina izveni oziroma bistveno zmanjša, pa začnejo pa razmišljati, kaj vse bi lahko zdaj delali, pa prej niso nikoli mogli. Spravo, kvaliteta življenja se bistveno spremeni na boljše. Pa bom vprašala iz prakse, kakšne izkušnje imaš? Ali ljudje dokaj hitro povežejo, se pravi, bolečino z nekim softverom, tako smo se prej pogovarjali, se pravi, z neko čustveno ali travmo, blokado, mišljenjem? A povežejo, se pravi, to dvoje? Ponavadi ne. Ponavadi ne, ker enostavno jim bolečina jim ni razumljiva, ker ne vidijo direktne povezave. Ker zelo velikokrat je dogodek, zaradi katerega začne neki boleti časovno oddaljen leta, desetletja in si ne misliš, da je lahko nekaj takega, kot je recimo primerov je ogromno, neka dosti močna čustvena travma, enostavno zaslužna za to, da ne moreš sprostiti ramen. Delal sem zdaj z eno gospo, ki ni mogla nikakor sprostiti ramen in je imela grozne bolečine v vratu in je pa skozi terapijo ugotovila, da je bila 10 let stara, da ko je vozila mlajšega brata v vozičku, pa je šla pod hrib, se je spotaknila, voziček spustila in je toliko šokiralo to, ker je sicer je oče v lovu, vse skupaj je bilo v redu, ampak enostavno je od takrat naprej imela tako fobijo, da s svojim rokam je štorasta oziroma da ne more stvari držati tako, kot je treba, da so jim možgani bili ekstra super pozorni na to, kaj se z rokom dogaja in počasi razvila to, da je čist trda. In takih problemov je ogromen in dostikrat so čustvene narave, včasih so fizične, kakor je, ampak ja. Še ena stvar zelo zanimiva, ko si omenil, se pravi, ljudje lahko imajo tudi čelust zakrčeno zaradi zobozdravnika, zaradi zobozdravstvenih posegov, ne? Ja, to je recimo zelo, se tudi sami zobozdravniki opažajo, da ima ogromno ljudi, ko ima recimo uro pa pol, pa 2 na stolu, pa ima usta skozi odprta in pa se razvije piskanje v ušesih ali pa zelo močna bolečina v tem sklepu, zdaj, ker enostavno, ko imate usta tako dolgo odprta ali pa čutite grozno dolgo bolečino, ki ponovadi je predhodnica tem, da spogrete zdravniku, se naučite držati čeljust močno napeto. In pa je tudi, ko zobozdravnik stvari izrihta, pa kao bolečina zgine, ker je včasih par tednov, se ne da več ust lepo odpirati. In pa opazite, da človek govori z zelo malo odpiranjem ust. Ja. In pa jasno škrta zobi, zjutraj se zbudi z močno bolečino ali pa to se postopoma pa preseli, da vas boli ob strani. In tehnično gledano imate glavobol, čeprav v bistvu vas ne boli glava, ampak mišice na lobanji, ne? In iz tega pa pride do zelo velikih problemov. Zakaj je ohranjanje pozornosti pomembno, še posebej pri športu? Se pravi, zdaj smo videli, da je dobro, da ohranjamo pozornost, ko delamo, ko sedimo, ko hodimo. Kaj pa pri športu? Ja, isto. Vsako gibanje, ki ga izvajamo, je dobro, da ga, če se ga le da, zavestno vsaj delno nadziramo in opazujemo, na kak način gib izvajamo. In dejstvo, da nek gib lahko naredimo, nam še ne
dokazuje, da gib razumemo, pa da ga znamo kontrolirati. In sploh pri športu, ki temelji na konstantnem repetitivnem gibanju, je zelo veliki problem rata, če to gibanje izvajamo napačno, niti ne vemo tega in upamo, da bomo z neskončno isto napačnih ponovitev nekaj naredili bolj prav. En tak primer je recimo tek, ne? Ja. Se pravi, ki pride do išijasa in tak naprej, ne? Ja. In enostavno, ko opazujete ljudi, ko teče mimo vas, lahko zelo lepo, če boste pač svojo pozornost jasno usmerili na tisto, kar gledate, boste zelo lepo videli, da večina ljudi, ko teče zelo nesimetrično, ali ne obračajo, ne premikajo nog enako, rok enako. Že ko ga poslušate, slišite, da je zvok teka ni gladek ali pa simetričen, kar pa jasno pomeni, da je obremenitev pa udarc na eno stran drugačen kot na drugo stran, to pomnožite za 100,000 koraki, ki jih pač naredite, da pretečete določeno količino kilometrov v enem letu in dobite zelo veliko nesimetrijo, ki posledično prinese do bolečin v sklepih ali pa v mišicah, ki jih pa spet ne povežete z samim gibom, ker ga izvajate podzavestno oziroma avtomatizirano. Če ostanem še na teku, ampak recimo vse meni osebno je težje ozavestiti telo, ko je v gibanju. Se pravi, ko se hitreje dogajajo gibi, se pravi, je dobro najprej ozavestiti telo, ko je v hoji, ko so počasnejši gibi, ne? Ali kako to izgleda? V bistvu še bolj je med somatskimi gibi, ki jih izvajate na tleh. Ker prijemo spet na tisto, kar sem na začetku povedal, kaj dojenček pa otrok prvo razvije. Gre po vrsti. Nikoli prvo ne teče, potem se pa vrne nazaj na tla. In jasno, kjer ima probleme pri teku, če bo malo bolj analitično ali pa kritično pogledal na kak način hod, bo videl, da ima isti težavo tudi pri hoji, samo tam se ne čuti toliko, ker je bolj umirjena. In ko bo recimo hotel izvesti kako somatsko vajo, kjer recimo primerjaš, koliko lahko sprostiš levo stran trupa pa desno stran trupa, bo videl, da isti vzorec, ki ga je opazil pri teku, bo opazil tudi pri somatski vaji, ki bo izvajal na tleh. S to razliko, da ko bo somatsko vajo izvajal na tleh, pa bo gravitacija odzeta stran, ne bo rabo razmišljati o ravnotežju, pa o koordinaciji, ki je v hoji bistveno bolj kompleksna, kot v počasnem spuščanju kolena v stran, bo pri vaji opazil vzorce in bo zavestno čutil in jih bo imel čas zavestno tudi postopoma spreminjati in bolj, ko bo znal recimo enakomerno spustiti levo koleno proti desnem ali pa desno proti levem, bolj simetrično bo tudi tekel in bo imel s tekom manj težav. Ker dostikrat delam z vrhunskimi športniki, ki pričakujejo, mi pričakujemo ali pa oni so sami prepričani, da gibanje obvladajo v nulo, ker ga že toliko dolgo izvajajo. In pa so zelo neprijetno presenečeni, ko enega čisto enostavnega giba ne znajo narediti počasi in zavestno, ampak gibe izvajajo iz pozicije moči pa kondicije in jih pa izvajajo na silo. In jasno, niso učinkoviti in potem pride do zelo pogostih poškodb, ki so danes že kar normalne, če se ukvarjaš športom. Noben ti ne reče, kako pa to, da imaš spet poškodbo, ampak sej logično, da te spet boli, ker vsak dan tečeš, kar je pa spet narobe. Znači, praktično pri športu ne bi smelo prihajati do poškodb. Razen, če ni kakih udarcev. Razen, če nisi štorast. Odvisno, zakaj šport izvajate. Večina ljudi se športom ukvarja, da bi bilo bolj zdrava. Pa da bi se počutila boljš, pa da bi bila bolj sposobna lažje opravljati dela in naloge v vsakdanjem življenju. V bistvu pa večina ljudi, če bo šla malo razmisliti, kaj se dogaja, bo videla, da ker večina ljudi se športom ukvarja zato, da pobegne od stresa, vsakdanjega življenja. In pa zadnja stvar, ki jih zanima, je to, da bi med športom razmišljali, kaj počnejo, ker med tega razmišljanja doži iz službe ali pa iz prometa ali pa iz česarkoli druga. In pa je zelo komplicirane, zahtevne gibe, ki se izvajajo pod visoko hitrostjo, intenzivnostjo in dolgo časa izvajajo brez dejanskega zavestnega nadzora. Če bi pa pomislili, kak zavestni nadzor pa vložijo, medtem ko pišejo v službi ponudbo za poslovnega partnerja, koliko močno razmišljajo, o čem pišejo, pa trikrat preverijo, če vse ok narejeno, pa pokličejo še sodelavca ali pa kogarkoli druga. Pa vidite, da čeprav je recimo gibalno ta naloga bistveno manj zahtevna od
teka in tam posvetimo ogromno pozornosti, ker vemo, da so posledice napake pri unem delu takojšnje, pri teku pa niti ne. Čas lahko tečete zelo narobe, kar nekaj časa preden prije do problema. Sam pa ga pa ne znamo razumeti, zakaj je do njega prišlo. Tako da načeloma ne bi šport izvajali do bolečine, občasno pa v bolečino, ampak takrat z namenom, da vidimo, kje so meje. Problem pa nastane, če napredek v športu enačimo s tem, da moramo stalno iti do konca, ker to pa pripelje dolgoročno sem do tega, da nam šport naredi več škode, kot koristi. In se moramo pa nehati z njim ukvarjati. Rek vaja dela mojstra potem ne drži, ne? V temu pa, kako lahko klinična somatika pomaga pri tej vaji dela mojstra? Enostavno dodate samo eno besedo. V bistvu zavestna vaja dela mojstra. In ljudje enostavno slišata rek in reče, ok, če bom eno stvar dovolj dolgo vadil, bom v njej ratu dober. Poanta je pa samo v tem, da vi, če skozi zavest ne opazujete samo vajo kot tako, pa ne opazujete, na kak način bi lahko vaja naredil bistveno boljš, ne morete postati mojster. Oziroma, če že ratate mojster, plačate s tem probleme, ki jih lahko zelo velikokrat vidite, da ljudje, ki se zelo dolgo ukvarjajo z nekim športom, pa so zelo dobri, imajo non-stop neke kronične probleme ali pa nezmožnost pravilnega gibanja. Zavestno vaja je pa druga stvar. Če pogledate otroke, vidite, da se oni skozi zavestno vajo postajajo mojstri v gibanju, ki pa jim pol kasneje to noben ne vzdržuje ali pa jih ne učimo, koliko je to pomembno, in skozi telesno vzgojo pa skozi vse ostale stvari non-stop poudarjamo, da je važno, da gib čim večkrat izvede, ne pa na kak način ga čim večkrat izvede. Ko imaš pa ti za dosti dobro kontrolo pa občutek nad gibanjem, pa lahko izvajaš bistveno več brez škode. Pa tudi veliko bolj veš, kdaj je dost. Recimo, imel bi bolj zavestno bi lahko delal stvari, recimo, če bi bos hodil ali pa tekel, ko pa recimo, da si v nekaj obut. Ja in ne. Ja? Zdaj, če recimo imate če ne morete do konca sprostiti določenih mišic, ko greste z levo nogo naprej, bi mogli sprostiti mišice med levo peto pa desno ramo prek hrbta. Zdaj, če imate v tem delu telesa senzorno-motorno amnezijo, se bo gib noge naprej ustavil bistveno prej, kot bi bilo pa primerno glede na anatomijo telesa. Ali bi mogli pa bistveno bolj napeti mišice sprednjega dela telesa, da bi na nek način izsilili daljši gib, in pa gib avtomatsko rata trd ali pa neprimeren. In če recimo tečete bosi, pa ste zategnjeni, boste imeli še več problemov, kot če tečete obuti, ker nimate tistega blažilnega učinka teniskega copata, ki ga pri bosi nogi ni, ne? Ker bosa noga je bila skozi evolucijo razvita in ljudje, ki so pač tako tekli, so imeli zelo malo senzorno-motorne amnezije ali pa nič in so lahko tekli učinkovito. Zdaj je pa tega vedno več. Če boste pogledali, na kak način ljudje tečejo zdaj, ali pa na YouTube, mogoče 50 let nazaj, boste videli, kako se je dolžina koraka skrajšala, pa grobost ali pa lahkotnost teka padla, ne? In pa jasno, da je vedno težje teči v bos kot tak. Super, prišli smo do konca. Hvala, Aleš, za vse informacije. Hvala na gostovanju. To oddajo si lahko gledate na spletni strani www.preprosto-naravno.si. V tej oddaji pa poteka tudi nagradna igra. Vse informacije pa zveste na naši Facebook strani Preprosto naravno. Pa adijo. Nasvidenje.